Moje ime je Anja Bubik in prihajam iz Fakultete za varstvo okolja iz Velenja. Že od malega me zanima, kaj se dogaja v človeškem telesu. Zakaj zbolimo, zakaj se lahko zastrupimo. In zato sem se kasneje tudi odločila za študij biokemije in pa nato tudi doktorski študij biomedicine. Moram priznati, da me še danes, ko govorimo o mojih strokovnih, raziskovalnih izzivih, me zanima popolnoma enake stvari, kot so me kot otroka. Zanima me, zakaj lahko neka snov, zakaj lahko neka kemikalija v okolju in pa tudi za človeka strupena, kaj lahko povzroči. Sicer se pa zelo rada ukvarjam tudi s športom. 15 let sem igrala rokomet, zanima me ples, zanima me tek. Iz športa sem v življenje prenesla kar precej dobrih navad, kot so red, disciplina in pa tudi vztrajnost, kar se mi zdi, da je v raziskovalnem delu res zelo pomembno. Rada delam tudi z ljudmi, predvsem študenti, kjer mi predvsem delo v laboratoriju predstavlja res en velik izziv. Na Fakulteti za varstvo okolja opravljam delo predavateljice in asistentke na področju okolje in zdravje. To pomeni, da sodelujem pri izvajanju nekih osnovnih temeljnih predmetov na začetku študija, kasneje pa tudi pri malo bolj specifičnih, kot so na primer ekotoksikologija, kemija onesnaževal, molekularna ekologija in tako naprej. Sodelujem tudi v številnih projektih, raziskovalnih, ozaveščevalnih, aplikativnih projektih. Vključena sem tudi v sodelovanje z lokalnim okoljem, kjer sodelujemo preko različnih okroglih miz, dogodkov, naravoslovnih dnevov, poletne šole in tako naprej. Sicer sem pa na šoli tudi vodja samega laboratorija, ki je primarno namenjen študentom za razvijanje njihovih praktičnih sposobnosti in pa pridobivanje novih izkušenj. Zelo pa se trudimo napredovati v raziskovalnem smislu, tako da se mi zdi, da smo tudi tukaj zelo uspešni. Ena mogoče tistih najbolj aktualnih stvari, ki jih v zadnjem času počnem, je branje deklaracij na kozmetičnih izdelkih, predvsem glede vsebnosti mikroplastike oziroma sintetičnih polimerov. Seveda to je posledica naših projektov, ki jih imamo na šoli, in seveda izberem ponavadi tistega, ki teh polimerov in sintetičnih komponent ne vsebuje. Sicer pa, če se ozrem čisto na splošno v svoje navade, vedno se trudim najti lokalno, kar se tiče hrane in različnih proizvodov, torej lokalne proizvode ali vsaj tiste, ki so proizvedeni v Sloveniji in pa na nivoju Evropske unije, ker namreč na nivoju Evropske unije veljajo neki standardi, ki omejujejo ali pa bom rekla, zagotavljajo neko varnost potrošniku, pa mogoče tudi to, da kupujem izdelke, ki proizvajajo ali pa generirajo čim manj odpadkov. Izum plastike pred približno 100 leti, to je v začetku 20. stoletja, nam je popolnoma spremenilo življenje in danes si ga brez nje praktično ne moremo več predstavljati. Srečamo jo lahko na vsakem koraku in zaradi svojih lastnosti, kot so trdota, teža, torej zelo lahek material je, upogljiv je, tudi poceni je, ga dejansko uporabljamo v nešteto možnih aplikacijah, torej v različnih produktih. In danes potemtakem tudi sodobnejši čas velikokrat imenujemo tudi plasticen, ker je tako močno vpeta v naše življenje. Res je, mikroplastika, že samo ime pove, je plastika manjših dimenzij. To so trdni polimerni delci, ki niso topni v vodi in so manjši od 5 milimetrov. To si mogoče najlažje predstavljamo, če pogledamo en noht na mezincu in si rečemo, da nekje polovico nohta je 5 milimetrov. To je tudi definicija, uradna definicija Evropske kemijske agencije.
In mikroplastika je res prisotna tudi na vsakem koraku. Namreč mikroplastiko lahko mi v takšni obliki, majhni, tudi proizvajamo kot surovino, in se ta surovina, naprimer vlakna, različni granulati, uporabljajo za proizvodnjo večjih izdelkov. Lahko mikroplastika nastaja med uporabo izdelkov, med obrabo, med drgnjenjem, pranjem, torej med samim življenjskim ciklom. Mikroplastika pa nastane tudi takrat, ko nek izdelek postane odpadek, sploh v primeru, če je ta deponiran mogoče nepravilno ali je v bistvu prepuščen v okolju, takrat pa v bistvu lahko začnejo te večji delci preperevati, počasi razpadati in takrat tudi lahko mikroplastika nastane. Da sem se odločila, bomo rekli, znanstveno-raziskovalno poseči na področje mikroplastike, se je zgodil en zelo zanimiv dogodek v bistvu doma. Leta 2016, ko sem bila iz dela odsotna zaradi rojstva otroka, me je v bistvu prijateljica spodbudila k tolmačenju deklaracij. Predvsem deklaracij različnih otroških izdelkov. In takrat so se potem začela odpirati neka vprašanja, kaj pomeni PMMA, kaj pomeni PEG, neke kratice, neke posebne oznake. In te stvari so me potem v bistvu mojo radovednost pognale do te mere, da sem ideje in vprašanja prenesla od doma tudi v službo. In nato smo potem čez nekaj let naredili tudi na šoli prvo tako malo bolj obširno analizo, raziskavo. In sicer nas je zanimalo, koliko zobnih past, ki jih lahko na slovenskem trgu kupimo, dejansko vsebuje te sintetične polimere. In ugotovili smo, zelo zanimivi so bili rezultati, da je bilo malo več kot 50% vseh teh zobnih past, ki smo jih pregledali, so vsebovale te sintetične komponente. Zakaj pa zobne paste? Zobne paste pa predvsem zato, ker jih uporabljamo vsi. Od otrok do starejših ljudi, tako moški kot ženske. Po drugi strani pa zobno pasto vnašamo tudi v usta, lahko jo pogoltnemo, kar pomeni, da smo kar, bomo rekli, imamo več načinov kontakta z nekimi sintetičnimi snovmi. Torej ne samo dermalno preko kože, ampak tudi oralno preko vnosa skozi usta. Mikroplastika je lahko v izdelkih za osebno nego in v kozmetiki prisotna v obliki majhnih, takšnih sferičnih delcev, okroglih delcev, ki jih imenujemo tudi mikrokroglice oziroma mikrozrna nekje, zasledimo. In tista osnovna funkcija mikroplastike v takšnih izdelkih je pa predvsem čiščenje, drgnjenje, peeling, kar pomeni, da mikroplastika v takšnem izdelku ima abrazivni učinek. Zdaj, abrazivni material je ponavadi trden material, ki brusi na nek način mehkejšega, in to je na primer lahko v kozmetiku odstranjevanje odmrle kože. In te mikrokroglice so dejansko lahko prisotne v milih, v šamponih, v kremah, losjonih, tudi v kopelih, pa tudi v ličilih. Je pa res, da je ta abrazivni učinek njihova primarna funkcija, tista najpomembnejša, lahko imajo pa te kroglice tudi drugačne učinke. Druge učinke, na primer za zagotavljanje določenega volumna, viskoznosti samega produkta, potem lahko ima funkcijo veziva, potem lahko deluje kot emulgator, potem lahko ustvari tak poseben film, lahko tudi omogoča nadzorovano sproščanje nekih aktivnih snovi, ki so v kozmetičnem izdelku prisotne. Zelo zanimiv je pa mogoče za ženske ta estetski vidik, torej estetska funkcija, ki jo lahko mikroplastika ima, sploh barvne mikrokroglice, ki ličilom, kot je na primer nek puder, lahko neka šminka, neka senčila, omogoča torej sijaj, omogoča senčenje, tudi bleščice, učinek torej bleščic ali pa tudi to optično zamegljevanje, na primer za prekrivanje gub.
Mikroplastika je v zadnjem obdobju postala aktualna tudi zaradi tega, ker ko enkrat pride v okolje, se tam ne razgradi in to enostavno pomeni, da se zaradi tega tudi kopiči. In enako je z mikroplastiko. Mikroplastika ima pa še nekaj svojih posebnosti. Namreč zaradi svoje majhnosti lahko prehaja skozi različne naravne bariere, torej lahko dejansko najdemo v vsakem delu nekega okolja, v nekem ekosistemu. Hkrati pa ima tudi zelo veliko vezavno površino in pa veliko raziskav je že pokazalo, da lahko deluje mikroplastika tudi kot vektor oziroma prenašalec nekaterih drugih okoljskih onesnažil ali pa na primer tudi toksinov. Dejanske ocene prispevka mikroplastike iz izdelkov za osebno nego k problematiki mikroplastike v okolju ne moremo narediti, lahko pa mogoče vseeno izhajamo iz nekaterih raziskav, ki so znane. Namreč v čem je problem, da različni izdelki vsebujejo različno količino teh mikroplastičnih delcev in nekatere izdelki tudi teh informacij nimajo natančno definiranih. Je pa Mednarodna zveza za ohranjanje narave in naravnih virov pred leti naredila raziskavo in po nekem modelu izračunala, da pa kozmetika in pa izdelki za osebno nego prispevajo k problematiki te primarne mikroplastike v obsegu nekje 2%. Zdaj, da si lažje predstavljamo, koliko to pomeni, največje breme, kar se tiče primarne mikroplastike v vodnih okoljih, predstavljajo sintetična tekstilna vlakna in pa gumeni delci, kjer vsak od teh prispeva nekje več kot 30% vseh delcev mikroplastike. In kot sem pa omenila, kozmetika pa nekje 2%. Zdaj, tudi ta vidik postaja vedno bolj problematičen, ali se vedno bolj obravnava, kakšen vpliv ima mikroplastika na žive organizme v vodnih ekosistemih, v morjih, v rekah, v jezerih. In največji problem mikroplastike je, da je zaradi svoje majhnosti biološko dostopna, kar pomeni, da je lahko zaužijajo številni organizmi v celotni prehranjevalni mreži. Hkrati se lahko potem mikroplastika akumulira, torej kopiči v organizmih. Obstajajo pa tudi podatki oziroma raziskave, ki so pokazale, da se s tem prenosom po prehranjevalni verigi lahko skupaj z mikroplastiko prenašajo tudi različna onesnaževala in se potem tudi količina ali koncentracija teh onesnažil povečuje in zdaj lahko teoretično oziroma potencialno rečemo, da lahko se preko mikroplastike z prehranjevanjem s školjkami zastrupimo tudi ljudje z različnimi okoljskimi onesnažili. Danes poznamo že kar precej alternativ, torej alternativ, ki bi nadomestile uporabo sintetičnih teh mikrokroglic v kozmetiki. To so predvsem na primer drobljene luščine orehov, potem in pa mandljev, na primer, potem kakšna semena, makova semena, jojobina semena, tudi nekateri voski, alge, glina se uporablja, tudi naravni silicijev dioksid oziroma z drugim imenom kremen. Tako da kar nekaj alternativ obstaja in se tudi že uporabljajo v kozmetičnih izdelkih. Kar se tiče zakonodaje na področju mikroplastike v izdelkih za osebno nego in kozmetike, bi lahko rekla, da v zadnjih letih kar pospešeno napreduje oziroma se izoblikuje. Je pa ta zakonodaja del mogoče širšega predloga in sicer uporabe mikroplastike, mikrokroglic v izdelkih širšega pomena. Torej ne samo v kozmetiki, ampak tudi v fitofarmacevtskih sredstvih, kot barvila, kot različni premazi, polnila. Torej za tiste proizvode, kjer se mikroplastika namenoma dodaja. In Evropska kemijska agencija je leta 2019
na pobudo Evropske komisije podala nek predlog, s katerim je predlagala omejitve uporabe teh izdelkov, torej mikrokroglic v različnih izdelkih. In nekako se ocenjuje, da se bo v prihodnosti, torej po sprejetju teh omejitev, vsebnost mikroplastike v okolju v obdobju nekje 20 let znižala kar za 500 tisoč, torej pol milijona tone teh odpadne mikroplastike. Zdaj, potrebno je pa tukaj vedeti, da zajema ta zakonodaja predvsem mikrokroglice, ki se uporabljajo v izdelkih, ki se sperejo. Temu rečemo tudi rinsed off izdelki, torej ki se sperejo v odtok, saj ta iz vidika okolja predstavljajo tudi največje breme. Pričakuje pa se, da se bo ta zakonodaja, da se bodo te omejitve na nivoju Evropske unije sprejele ob koncu leta 2022. Torej, te omejitve v tem trenutku še niso popolnoma aktualne, zato se tudi države, članice Evropske unije, nekatere tudi na svoji nacionalni ravni odločajo za prepoved uporabe teh mikrozrnc, mikrokroglic v izdelkih za osebno nego. Tako da, Francija, Italija, Nizozemska so države, ki so že, nekaj let nazaj prepovedale tako proizvodnjo, kot tudi uvoz in pa prodajo izdelkov, ki se izpirajo z vsebnostjo sintetičnih polimerov, torej teh mikrozrn. Pri izdelkih za osebno nego in kozmetiki je seveda velik problem tudi embalaža. Embalaža je velikokrat narejena iz plastike in tudi vsi podatki, ki jih imamo danes na razpolago, kažejo, da se kar 40% vse plastike, ki se letno proizvede, nameni embalažam. In drug podatek, ki pa nekako nakazuje neko stopnjo zaskrbljenosti, pa tudi ta, da mi polovico izdelkov, ki jih proizvedemo iz plastike, uporabimo za enkratno uporabo. To pomeni, da tak izdelek zelo hitro postane tudi odpadek in prav tako odpadek postane tudi embalaža od nekega kozmetičnega produkta. In embalaža kot taka predstavlja pa vir te sekundarne mikroplastike, torej če ni pravilno deponirana, zavržena, če z odpadkom ne delamo pravilno, lahko embalaža kot taka postane tudi vir mikroplastike v okolju. Danes ima vsak uporabnik kozmetičnih izdelkov možnost se, ozavestiti o tem, kaj njegov izbran izdelek tudi vsebuje. Primer je na primer mednarodna pobuda Beat the Microbeads, ki je bila že pred približno 10 leti vzpostavljena v okviru fundacije Plastic Soup Foundation in se zavzema predvsem za odstranitev teh mikroplastičnih komponent iz izdelkov za osebno nego. In na podlagi te kampanje oziroma te pobude lahko vsak uporabnik preko njihove aplikacije ali preko njihove spletne strani ugotovi, kateri proizvodi, različni kozmetični proizvodi, od na primer zobne paste, ki sem jo že omenila, pa do šamponov, do lakov za nohte, kateri izdelki vsebujejo kakšen sintetični polimer oziroma mikroplastiko. In to je eden od načinov, s katerimi si lahko uporabnik pomaga. Lahko pa tudi sam bere deklaracije, torej vzame v roke embalažo, prebere in seveda potem na osnovi teh zapisov pogleda na različne spletne podatkovne baze in se mi zdi, da lahko kar hitro ugotovi, kakšen je potencial nekega kozmetičnega izdelka. PEGI oziroma PEG kratica označuje kemikalijo polietilenglikol. Polietilenglikoli so prav tako sintetični polimeri, ki jih danes uporabljamo v številnih proizvodih, torej v kozmetiki, kar precej, v izdelkih za osebno nego, pa tudi v farmaciji, v tkaninah, v embalažah. Imajo zelo podobno funkcijo kot vsi ostale mikrokroglice ali drugi sintetični polimeri, vendar za razliko od delcev, ki so definirani kot mikroplastika, so polietilenglikoli v vodi topni, torej so vodotopni, kar pomeni, da kriteriju definicije mikroplastike dejansko ne ustrezajo
in zaradi tega tudi niso vključeni v te omejitve, ki jih bo Evropska komisija predlagala v prihodnje. To pa predvsem zaradi tega, ker so vodotopni, se v okolju ne kopičijo in zaradi tega ne predstavljajo nekega tveganja za kopičenje v okolju oziroma problematiko mikroplastike v okolju. Imamo pa polietilen glikole, torej te pege v različnih proizvodih prisotne v različnih oblikah. Torej imamo veliko derivatov. Včasih zasledite na embalaži poleg kratice PEG še kakšno številko, to označuje molekulsko maso te snovi. Namreč tisti, ki imajo nizko molekulsko maso, so tekoči, viskozni, brezbarvni, brez vonja, medtem ko tisti z višjimi masami so pa lahko take voskaste strukture, voskaste trdnine. Lahko pa so polietilen glikoli tudi v neki kombinaciji z ostalimi kemijskimi substancami in govorimo o estrih, o etrih. To so pa mogoče malo bolj kompleksna imena, na primer PEG, stearat, to je en tak primer. In to so v bistvu vse mešanice oziroma kemikalije, ki jih v številnih proizvodih danes lahko zasledimo. So pa uporabni predvsem zaradi tega, ker so vodotopni, so povezani z izjemno nizko potencialno toksičnostjo za okolje in za ljudi in pa to uporabnost jim daje njihova viskoznost. Kar precej raziskav je že narejenih na področju polietilen glikolov in njihovi uporabi v kozmetičnih izdelkih. In načeloma raziskave danes kažejo, da je uporaba pegov v kozmetičnih izdelkih varna, torej da ne povzročajo ne pegi, ne njihovi derivati preobčutljivih reakcij na kožo, torej ne sprožijo alergičnih reakcij, ne dražijo kože in ne dražijo oči. Je pa mogoče njihova uporaba, bomo rekli, vprašljiva v primeru poškodovane kože oziroma v primeru uporabnika, ki ima kakšne imunske pomanjkljivosti oziroma kakšne bolezni, in v takšnem primeru se uporaba izdelkov, ki vsebujejo derivate pegov ali same pege, seveda odsvetuje. So pa bile tudi na številnih teh kemijskih spojinah narejene tudi toksikološke študije, ki zaenkrat nakazujejo zelo nizko raven toksičnosti polietilen glikolov. Bi pa mogoče na tem mestu vseeno želela opozoriti, da glede na število vseh teh kemikalij, torej teh formulacij pegov, je znano, da vseh študij še niso opravili. Torej vsi derivati polietilen glikolov še niso do te mere preučeni, da bi lahko z zagotovostjo trdili, da nekih potencialnih učinkov nimajo za uporabnika. Zato jaz vedno raje, pa ta možnost obstaja, izberem nek izdelek, produkt, ki teh sintetičnih struktur, torej pegov, ne vsebujejo. Danes je nadomeščanje teh sintetičnih polimernih delcev, torej mikrokroglic v izdelkih za osebno nego že zelo v porastu. Torej alternativ je veliko, a sploh so se pa te raziskave, bomo rekli, mogoče še okrepile takrat, ko je združenje Cosmetics Europe svojim članom, torej proizvajalcem, svetovalo, da začnejo počasi nadomeščati te sintetične polimere z, bomo rekli, prijaznejšimi alternativami. In poznamo danes že kar precej primerov in pa nekih uspešnih zgodb, kjer se te mikrokroglice nadomeščajo z alternativami. Predvsem najbolj pogosta je prisotnost teh orehovih luščin, bi lahko rekli, ali pa strtih orehovih lupin. Tako da kar precej podjetij v to vlaga nekaj sredstev, je pa spet odvisno od njih, koliko so pripravljeni svojega razvoja, raziskav in pa optimizacije in pa testiranja temu sploh nameniti. Kar se tiče omejitve oziroma prepovedi uporabe mikroplastike v kozmetiki, je tako, da na ravni Evropske unije se pričakuje, da se bodo te omejitve ob koncu leta 2022 dejansko sprejele. Se pa potem države članice, torej posamezne države na nivoju
torej nacionalnem nivoju same odločajo za neke prepovedi in omejitve in kar precej držav je to že storilo. Tako da zdaj, če imamo mi nek izdelek, je seveda smiselno pogledati, v kateri državi je bil ta izdelek narejen. Zato, ker ne vem, če pogledamo Italija, Francija, kjer je uporaba mikrokloric za te izdelke, ki se spirajo, v otok že prepovedana, sigurno lahko pričakujemo, da izdelki tega ne bodo vsebovali. Torej, to je ena izmed varnostnih mehanizmov, ki se jih lahko poslužimo. Pa seveda je zelo pomembno tudi, da uporabljamo mi izdelke, ki so novi, sveži. Zdaj, velikokrat imamo kakšen izdelek, ki ga ne uporabljamo dnevno, pa mogoče lahko leto, 2, 3 stoji v omari, ampak v tem času se je lahko pa mogoče zakonodaja v državi že spremenila. Zato je mogoče tudi smiselno, da uporabljamo sveže in pa nove izdelke in pa na ta način sledimo zakonodaji. Danes je v raziskovalni sferi že kar precej raziskav, kjer so poskušali ugotoviti, na kakšen način lahko mikroplastiko, bomo tako rekli, sintetični polimeri se razgradijo. Torej, ali so lahko razpadejo. Načeloma lahko razpadejo v naravnem okolju z različnimi procesi, kot so uvesevanje, potem preperevanje, hidroliza, razpad pod vplivom nekih visokih temperatur. Ampak v bistvu ves ta razpad traja dolgo časa, nekje 50 tudi do 100 let. Obstajajo pa tudi procesi biorazgradnje, kjer mi uporabimo mikroorganizme, ki nam v bistvu s svojimi encimi, torej svojim delovanjem, omogočajo razgradnjo materiala do neke osnovne biomase in pa do nekega bioplina. In zdaj, če potegnemo vzporednico z plastiko, pri razgradnji plastike z mikroorganizmi bi potencialno nastajali monomerne enote, torej te osnovne monomerne enote, ki bi jih lahko potencialno tudi uporabili pri kasnejšem proizvodu novih produktov, in pa ogljikov dioksid. Te raziskave danes potekajo večinoma pod laboratorijskimi pogoji in predvsem na nivoju polietilena. Polietilen je namreč plastika, ki se danes največkrat uporablja, in nekatere bakterije so sposobne tudi razgradnje teh materialov, vendar je to v laboratorijskem merilu in pa okolju veliko lažje spremljati, kot pa v naravnem okolju, kjer je zraven še veliko drugih dejavnikov, tako biotskih kot abiotskih, torej vreme, temperatura, potem mikrobiološka sama sestava, tako da bomo verjetno potrebovali še nekaj let, da bomo lahko z gotovostjo trdili, kakšen je potencial mikroorganizmov tudi pri razgradnji teh sintetičnih polimerov. Ali se plastike ali mikroplastike bati? Ne vem. Jaz mislim, da najprej se moramo naučiti, kako jo lahko varno uporabimo oziroma na kakšen način in kdaj. Ker namreč, kot smo rekli, plastika je res prisotna v vsakem delu našega življenja in pravzaprav se danes ne moremo izogniti. Obstajajo pa načini, kako jo lahko na varen način uporabljamo. In to je mogoče za uporabnika dosti pomembno. In pa seveda pomembno je to, da se kot vsak uporabnik zaveda, da danes z razvojem tehnologije in znanostjo že obstajajo neke alternative, tudi bioplastika, tudi biološko razgradljiva plastika in tudi drugi alternativni naravnejši materiali, ki počasi vstopajo na to področje, in da se poskusimo v takšnih primerih poslužiti tudi teh alternativ. Bioplastika v prihodnosti lahko predstavlja neke vrste rešitev za nekatero vrsto izdelkov. Mogoče tam, kjer pa mi imamo izdelke, ki so izpostavljeni visokim temperaturam, visokim mehanskim silam, pritiskom, je pa še vedno zelo pomembno, da je material, torej surovina, ki ga uporabimo, tista, ki je mogoče bolj robustna in pa bolj odporna na te zunanje pritiske. Tako da na vseh področjih bioplastika najverjetneje še ni rešitev. Je pa sigurno, kar se tiče razpada pa nastajanja sekundarne mikroplastike, to pa je neka rešitev.
ker je pač razgradljiva, biorazgradljiva in to pomeni, da se lahko potem na neke manjše enote, monomerne enote razgradi in se potem tudi možnosti ponovne uporabe takega materiala povečajo. In to je mogoče tudi smiselno v prihodnje izkoriščati v večji meri.